Dober dan, spoštovani državni svetniki, nepoklicni predstavniki naših delovnih, socialnih in lokalnih interesov, poslanca, strokovnjaki, spoštovani in državljani. Hvaležnost za možnost današnje razprave izrekam v imenu Združenja civilnih iniciativ Spodnje Savinjske doline, katero sestavljamo civilne iniciative Šmartno ob Paki, Podgora, Braslovče, Polzela, Podvin. Ja, dosti nas je. Ja, res je. In res je, da se ustvari neka civilna iniciativa, je potrebno nekaj somišljenikov. Da ta civilna iniciativa deluje, je potrebno, da se združimo na istih interesih, na istem prepričanju, dovolj močnem. Da pa neka civilna iniciativa ali več civilnih iniciativ že 8 let opozarja odgovorne, da nekaj ni v redu, da je potrebno o stvareh razmisliti in odpraviti pomisleke. Takšna vztrajnost pa verjetno vodijo zelo močni argumenti. In ti močni argumenti nas vodijo že 8 let in danes smo tukaj. Šli bomo na vse stopnje, da dokažemo svoj prav in Slovenijo pomagamo obrniti v pravo smer. Kaj vi mislite? Nas bi mogli odgovorni slišati 8 let? Jaz mislim, da ja. Vsaj poslušati. Pa ni osnovni problem le v tej trasi. Podobni problemi se nam dogajajo na veliki večini velikih infrastrukturnih projektov. Načrtuje se potratno, neracionalno, poznamo zgodbe Teša, poznamo zgodbe drugega tira in tako dalje. In zato se porablja preveč denarja. Uničujemo lastne preživetvene vire in življenja ljudi. Ne sledi se trajnostnemu razvoju in zato se ljudje upiramo. Lahko se reče, da se ljudje vedno odpiramo, vse posod so civilne iniciative. Res je. Tu pa je naloga države, da preveri, kaj so vzroki in se odloči na osnovi strokovnih argumentov in primerjav. Tretja razvojna os je nujno potrebna za Slovenijo, celo Slovenijo, Korošce, Velenjčane, Celjane, Posavce, Zasavce, Dolence, Belokranjce. Za vse je nujno potrebna. Vendar ponovno opozarjamo, če na tako kratkem odseku med Celjem in Velenjem zapravljamo po nepotrebnem toliko denarja, se lahko upravičeno vprašamo, kdaj, če sploh kdaj, bomo lahko zgradili ostale odseke proti Koroški, proti Dolenjski. Naš kilometer izgradnje je najdražji v Evropi. In tu imamo rezerve. Lahko naredimo več in bolje za nas državljane. Tako od vas, spoštovani svetniki, v današnji razpravi pričakujemo, da prisluhnete argumentom, predlaganim rešitvam in si ustvarite svoje mnenje. To vaše mnenje pa naj bo sporočilo v razmislek in opozorilo odločevalcem. Želimo si konstruktivne razprave na osnovi dejstev. Hvala. Hvala.